zgodba o gradu. O gradu, v katerem ne prebivajo kralji in kraljice. Ravno tako, kot v tisti pravljici. Nekoč je živel siromak, ki je šel po svetu iskati srečo. Na svoji poti je šel mimo gradu in vprašal za prenočišče. Lastnik gradu je popotnika zamenjal za imenitneža. Tretjega dne so mu za ženo ponudili hčerko. Tako je popotnik začel živeti na gradu med kralji in kraljicami. To pa se ne dogaja samo v pravljicah. Mi v tem gradu živimo zdaj 13. leto. V ta grad smo prišli preko razpisa, ki je bil v časopisu Tednik. Razpisovala ga je mestna občina Ptuj. Oglas se je glasil, da iščejo skrbnika za grad Turnišče. Nekega dne ga je kralj prosil, naj jim pokaže svoj grad. Moj grad, je rekel, in globoka žalost in skrb sta se mu brali z obraza. Raje bi umrl, kot pa priznal, da sam nima gradu. Zato je stekel v gozd, kjer je srečal starega moža, ki mu je za 1 leto ponudil svoj grad. Jaz bi rekla, da zame je najlepši čas tukaj spomladi. Ker tukaj cveti, bi rekla, če bi rekla na milijone, bi rekla na bilijone zvončkov. In ta park postane spomladi, kot da gledaš zimsko idilo, ker ga preplavijo zvončki in takrat je res ves travnik oziroma ves park je bel. Grad ni bil njegov in rečeno je bilo, če v gradu ostaneš dlje kot leto dni, te bodo magične sile pregnale od tam. Mene veliko ljudi vpraša, kakšno je življenje tukaj v gradu, če me je tukaj strah, kakšni so občutki, če sem slučajno kdaj sama. Mislim, da je bilo to lansko leto, ko sem slišala, oziroma smo slišali tudi celotna družina, glasove v gradu, ampak jaz sem to takoj presodila eni bolani živali, ki se je zatekla v grad in se je v gradu tudi nekaj dni zadrževala. Ko smo šli pač pogledati, če bi to žival kje našli, ko je vse skupaj to utihnilo, smo pač predvidevali, da se je ta žival potem morala zavleči nekam na prosto in je tam tudi poginila. V vsaki zgodbi se pojavi sovražnik. Da bi fant lahko ostal na gradu, se je moral boriti s 7-glavim zmajem. Ampak ostale zgodbe se še morajo končati. Ta grad se mi že res zdi kot dom. Prej bi rekla, da se mi že tako zdi, da je ta grad moj. In ne zdaj gledano z tega vidika, da si ga bi želela prilastiti ali kakorkoli. Ampak svoje življenje, ki še ga imam pred sabo, pa ne vem, recimo je to 1 leto ali pa 10 let ali pa 50 let, bi še rada preživela v tem gradu.